Kajenje marihuane med mladimi na obali ni redek pojav, ne glede na uradne podatke, da je le 4% dijakov v zadnjem letu poseglo po njej. Tudi zato večina obalnih šol v svoje programe vključuje preventivna predavanja o škodljivosti drog. Med mladimi je dosti tudi teh stereotipnih predstav, da je ta trava, uživanje te prepovedane droge trenutno, da je to nekaj, kar je koristno za zdravje. Učitelji so seveda v stiski in mnogi si ne želijo pravzaprav izpostaviti, lahko izražajo tudi določena stopnja nekega strahu, kaj bo temu sledilo. Najstniki najpogosteje poskusijo marihuano zaradi radovednosti in želje po sprejetosti v družbi. Vendar trava je droga, ki je prepovedana in nezastonj, zato ker ima številne škodljive učinke. Vendar pri ljudeh, ki imajo nagnjenost v psihozo, lahko trava povzroči psihotična stanja. Seveda pa je trava kot ilegalna droga, nikoli ne veš, kaj je primešano. Velikokrat ji dodajo sintetične droge. Za te substance je značilno, da so bistveno cenejše kot tudi pivo ali pa vino, in da so zelo dostopne in da jih mladi tudi radi uživajo, ker se jih ne da določiti v urinu. Zmeda o učinkih konoplje se je v javnosti pojavila o prizadevanjih, da se jo lahko uporabi v medicinske namene, vendar stroka o tem pravi. Medicinska konoplja je kontrolirana konoplja, pri kateri veš, kaj jemlješ, kakšne so substance in kako naj bi delovala. Kajenje marihuane pri nas ni kaznivo dejanje, njena posest se obravnava kot prekršek.